Verodostojnost na preizkušnji. Eno vprašanje, ki smo si ga najverjetneje vsi zastavili v svojem življenju. Ne enkrat, velikokrat. Kaj je res? To vprašanje si pogosto zastavljamo tedaj, kadar dvomimo, tedaj, kadar je več verzij enega dogodka in tedaj, mogoče, kadar je prelepo, da bi bilo res včasih. Ali pa obratno. Kadar izgleda vse prehudo, da bi bilo resnično. Kaj je resnica? To vprašanje si, jaz mislim, zdajle, ko smo na družbenih medijih, ko smo na družbenih omrežjih, ko poslušamo televizijska in radijska poročila, tudi verjetno zastavlja. Na primer, včeraj so izstrelili v vesolje raketo, ki se imenuje Težki Sokol. Ja, ste slišali za to? In na vrhu te rakete so našraufali en avtomobil. Avtomobil velikosti recimo Golfa, tako, ali pa mogoče še malo večji. Električni Tesla. Pred vsemi kamerami, pred očmi celega sveta je izstrelitev uspela. Celo čudovito. 2 stopnji te rakete, stranski, raketa je bila sestavljena iz 3 delov, za vas, ki niste gledali tega mogoče. 2 stranski sta istočasno se spustili s pomočjo raket za bremzanje, za zaviranje pristanka. In s 3 nogami sta se ti 2 raketi dočakali in se zaustavili. 3. rakete, tiste osrednje, pač posnetek ni uspel, zato ker je ta pristala na eno platformo na oceanu. Vendar so sporočili, da je tudi ta uspešno pristala. Vprašanje? Ne. Dobro. Ja. Jaz sem tudi slišal, da je uspešno pristala. Potem, vrhni del, ki je pač nosil s sabo Teslo, ta avtomobil, je na poti proti Marsu in nekje izza Marsa, med Marsom in Jupitrom, bo naredil, seveda čez mogoče leto dni, krog in se vrnil nazaj okrog Sonca in tako zavrtel se v orbiti. Leta in leta se je tako vrtel. Sam Elon Musk, šef Tesle in SpaceX-a, ki je to izstrelil, trdi milijarde let. Pač ga je utiril. In sedaj prihajamo do zadnjega. A je to res? Na Tesli, torej na tem avtomobilu, ki je zdaj izstreljen, so kamere. In te kamere sedaj, vsaj kolikor je še to blizu, recimo ta izstrelek se nahaja, zdaj ne vem na pamet, ampak mogoče nekje glede na čas, na pol poti med nami in Luno. Približno takšna razdalja bi mogla biti, ker je minilo že več kot ni še 24 ur od izstrelitve. In sedaj na YouTubeu lahko spremljate posnetek v živo. In spet se vprašate, kaj? A je to res? Dobro. Glejte, moj namen ni danes tukaj širiti dvome. Vendar to vprašanje, bodisi retorično ali dejansko, si zastavljamo stalno. En človek v zgodovini, znan za mnoge kristjane, je to vprašanje tudi zastavil, samo ni počakal odgovora. To je bil Pilat, Poncij Pilat. Je vprašal Kristusa, in kaj je resnica? In potem se ni zaustavil, so dejanja sledila naprej. Odgovora ni dobil. Ali mi bomo dobili odgovor danes? Počakajmo do konca. Vprašanje za nas danes tukaj, za vas pravzaprav. Jaz imam tukaj odgovore, enih 4 mislim, da sem jih dal, ampak preden se ti odgovori pojavijo,
bi rad slišal vas. Zakaj dvomimo v informacije, oziroma bi drugače rekel, zakaj verjamemo nekaterim informacijam. Tako ali drugače. Dajte. Zakaj dvomimo v informacije? Ker si želimo, da ne bi bile resnične. Tako, zelo dobro. Mislim, da je en tak odgovor tudi tu. Dvomimo v tistega, ki jih podaja. Torej, dvomimo v vir, ne zaupamo v viru. Torej, informacija ni sama od sebe, informacija ima svoje poreklo. Odlično. Še? Če smo bili že premarani, pa Aha, izkušnja nas uči, življenje nas uči. Tako. Naprej? Verjameš v tisto, kar sam narediš, kar sam doživiš. Recimo, ne? Ne vem. Težko je verjeti nekomu drugemu, kar govorijo, recimo. Ker pravijo, iz muhe se zmeraj slon naredi, ne? Tako, Torej, ne? na resnico gledamo nekako od samih sebe. Ne? Torej, Ja. Gospa je rekla, verjameš v to, kar sam narediš, kar drugi pa mu ne verjameš. Torej, Ja. zelo Kar dobro, sam doživiš, bomo ne? na tem delali do konca. Kar sam Naprej, zakaj dvomimo, ali pa zakaj verjamemo v neke informacije? Zakaj smo zelo hitri na Facebooku, nekaj smo prebrali, čak, share. In gre naprej. Zato, ker nam ustreza. Zato, ker je na nek način, glejmo, pogleda si moje odgovore tukaj. Je to kdo rekel? Zakaj dvomimo v naše informacije? Ker je dvom v naši naravi nekako. Potem, ker je to v duhu časa, to mogoče nismo rekli, ampak kasneje bomo to tudi predelali. Zakaj je čas, ki ga imenujemo postmodernizem, ki se je nekako za ta era postmodernizma začela v drugi polovici proti koncu prejšnjega stoletja, nam dala na nek način, da je to da je to moderno, da ničemer ne verjameš, da v bistvu je vse na nek način relativno. Zakaj dvomimo v informacije? Ker jih ogromno in težko razločimo med njimi resnico. To je, mislim, da gospod tukaj rekel, Hinko, ker nam informacije ne ugajajo, ali pa nam ugajajo, če jim verjamemo. Torej, subjektivno, kot je rekla gospa, se postavljamo. Torej, izhajamo iz tega, kar je nam všeč. Prazno. To je vse, kar ste vi rekli, vse drži. Sedaj pa, preden se podamo na konkretno, malo zgodovine. Ko se pogovarjamo o informacijah, zdaj smo rekli nekaj o informacijah, ne moremo mimo zgodovine tega, kako so si ljudje v preteklosti podajali in širili informacije. Ne bomo zdaj govorili o indijanskih dimnih signalih, o golobih, pismonošah, o tistih kurirjih, ki so tekli po maratonski bitki, ne vem, kaj je bilo, eden je bil, in tako naprej. Danes se bomo osredotočili na zadnjih 500 let. Ker se je v zadnjih 500 letih zgodilo nekaj, kar je popolnoma spremenilo svet informacij. In to so 4 poglavitni dogodki na področju prenosa informacij. Najprej, leta 1450 je Gutenberg izumil tiskarski stroj. Takšen tiskarski stroj, v katerem si lahko črke uporabil še za naslednjič in složil novo knjigo. S tem obdobjem praktično so prenehali biti pomembni učitelji. Ne me narobe razumeti. Tisti učitelji, ki so ustno prenašali znanje. Učenci, študentje, tisti, ki so se želeli nekaj naučiti, so seveda še vedno poslušali učitelje, ampak so imeli knjige in nekdo, ki je živel tisoče kilometrov stran, recimo od Italije, kjer recimo je bila nekje v dobi renesanse središče vsega znanja tega sveta, se je lahko iz tistih knjig nekaj naučil. Torej, to je bil, da rečemo, ena prelomna točka v zgodovini. Potem smo potrebovali kakšnih 400 let še, da smo prišli do novega izuma v posredovanju informacij. To je bil telefon. Knjiga je omogočila, da se torej pisana beseda razširi daleč stran od tistega, ki jo je napisal,
da se razširi v veliko izvodih. Telefon je omogočil, da se istočasno dva pogovarjata. Torej, jaz vam sporočam informacijo, vi pa meni takoj rečete, čuj, ne verjamem. Ja. Ali pa se pač pogovarjava skupaj o tem. To je bil telefon. Torej 19. stoletje. Nekako malo še pred telefonom je bil telegraf, pa telefon. Torej. Seveda niti ta tiskarski stroj, niti ta telefon sta bila daleč od popolnih, kakšne danes poznamo. Ne? Potem smo imeli 20. stoletje. V 20. stoletju se začnejo veliki dogodki. Možnost shranjevanja ne samo na papir pisane besede, ampak shranjevanja zvoka in slike. In ne samo shranjevanja mrtvih slik, podob, ampak shranjevanje filma, živih posnetkov na filmu. To je bilo v 20. stoletju in še nekaj v 20. stoletju. V 20. stoletju so izumili aparate, ki so brezžično prenašali zvok in sliko. Nadaljavo. Nekaj, kar je bilo možno nekomu recimo 500 let nazaj poslati, da sam prebere, pregleda slike in tako naprej, sedaj je bilo možno v 20. stoletju prenašati neposredno. Tekma se dogaja v Ljubljani in cela Slovenija, da ne rečemo ves svet, lahko istočasno gleda, opazuje, kar se dogaja. To je bilo 20. stoletje. No, nekje proti koncu 20. stoletja in sedaj v 21. stoletju smo dobili to. Kaj je to? Džumbus. Nekdo bi rekel, ja. To je internet, ja. Dobro ste, kdo je to rekel? Internet. Pač sliko je naredil mislim, da mu ime Bob Cheswick, ki je iz zemljevida Zemlje izbrisal kontinente in oceane in so ostali samo kabli, internetni kabli, torej povezave, ki so, seveda ne prenaša se danes vse samo prek kablov, tudi sateliti so tukaj, ampak kabli so še vedno zelo pomembni. Veste, da pod oceani so ogromni debeli kabli, ki prenašajo signale, tako bomo rekli na splošno. Torej, to je bilo 21. stoletje. Sedaj malo vrnemo se nazaj še v 20. stoletje, pa na tej sliki bomo nekako prišli do 21. stoletja. Model prenašanja informacij v 20. stoletju po odkritju torej radijskih in televizijskih oddajnikov, kako je to izgledalo. Recimo, ta hiša tukaj mogoče to izgleda kot bela hiša, ampak ni nujno, da bi to bila bela hiša. To je lahko katerakoli centralna hiša, lahko tudi radijska hiša. Čeprav so radijske hiše dostikrat pod vplivom onih drugih hiš, veste, ne. Lahko so tudi privatne radijske in televizijske hiše. Torej, to je bilo v 20. stoletju. Imeli smo center, kjer so se oblikovale informacije. Informacije so šle iz tega centra, bodi si preko radijskih valov ali pa televizijskih oddajnikov, so šli k nam. To smo mi. Ni nas samo 8 sicer, kar tukaj nas je 8 milijard skoraj, ampak to je tako izgledalo. Vendar, tedaj so ti tukaj ugotovili, zakaj mi ne bi dobili tudi kakšne povratne informacije. Še posebno je to bilo zanimivo pri volitvah, da kakšen teden, 2, 3 pred volitvami veš, kako oblikuješ svojo kampanjo. In potem so uvedli, kaj? Verjamem, da je tukaj skoraj vsak od nas bil kdaj pa kdaj poklican po telefonu. Je tako? Ankete. Torej, povratne informacije. Televizijske postaje lahko slišijo mnenja svojih potrošnikov, tako da rečem, svojih poslušalcev in gledalcev. Zakaj jim je to koristno? Ne samo za volitve, za volilne kampanje, tudi za reklame. Potem lahko tudi tržijo reklame. Zvedo recimo, da je nek program zelo malo obiskan, lahko ga dajo ven, ker te reklame bodo, nihče jih ne bo videl. Ne?
Tam, kjer je pa ogromno ljudi, kar gleda, tam se pa dajo najdražje reklame. Evo, to je to bilo. To je bilo, da rečemo, 20. stoletje in potem je prišel internet. In potem smo imeli to. Kaj je to? Ali se še spomnite, a tukaj smo vsi, ki se tega spomnimo, ker niso to tisti cirkularni e-maili. Se spomnite, ko smo pred kakšnimi 20 leti dobivali neke prezentacije, pa ti pošlješ drugemu, pa je to šlo v krog nekako. Pol pa včasih dobiš že istega nazaj od nekoga. Tam so neke bile zanimive zgodbe, včasih resnične, včasih neresnične, včasih pametne misli, razmišljanja s kakšnimi sličicami. To je bil e-mail. Da ne bi me narobe razumeli, e-maila še nihče ni opustil. Še vedno in bo še vedno zelo potreben in pomemben. Ampak mi smo sedaj dobili nekaj drugo. Dobili smo možnost, ne da drug drugemu pošiljamo nekaj, ampak da preskačemo drug drugega. Kaj je to? Kaj je to zdaj? Omrežje, mreža, družbena mreža. To je recimo Facebook, Twitter in tako naprej. Da ne reklamiramo raznih omrežij. Torej, sedaj, tudi ta, ki tukaj sedi, se isto vključil, zelo je vključen in pošilja svoje tweetove. In naenkrat informacije kružijo. Mi imamo zdaj od strogo dirigiranih, kontroliranih informacij, imamo sedaj eno džunglo, dobesedno džunglo, kjer se je težko znajti. In ko tako razmišljam o tem, sem se spomnil mojega študija. Jaz sem začel študirati medicino, točno je bilo lani 40 let, pred 40 in več kot 40 leti. Na prvem letniku študija, moram reči, napredna fakulteta je to bila, smo imeli že informatiko, 40 let nazaj. In spomnim se tedaj profesorja te informatike, sicer nivo informatike, zdaj vam bom povedal, kako je drugače moglo biti. Interneta tako še ni bilo, vsaj pri nas ne, v tej obliki ne. Imeli smo računalnike večje od teh omar tukaj, potem največji shranjevalni diski, tisti, na katere smo shranjevali neke podatke, drugače podatki so bili samo črke in številke, nobenih slik, fotografij, da ne govorimo filmov in tako ni bilo, so bili tako debeli diski, veste, ki so tam, ko si prišel v te sobe, to je, notri je bil velik hrup, to je vse stalno, tako se je premikalo vse. In na to cela ta soba ni imela toliko shranjevalnega prostora, kot ga je imel vaš mobilni telefon, ne ta, ki ste ga letos kupili, ampak mogoče tisti, ki ste ga pred 10 leti. Toliko je bilo to v nekem drugem stanju. Vendar v tistem času, takšnem pionirskem času, naš profesor nam pravi, da bo prišel čas, pravi on, ko mi bomo vpisali simptome in nam računalnik bo vrgel ven diagnozo. Potem smo mi rekli, ja, potem kaj mi študiramo, vi nas potem učite informatiko, samo mi se ne bomo medicino učili. Ja, pravi, morate znati medicino, pravi, ker kdo bo te računalnike kaj naučil, če ne boste vi. Aha, dobro. Pa smo ostali študirati medicino. Vendar kaj se je zgodilo? Zgodilo se je čisto nekaj drugo od tistega, kar je ta profesor sanjal. Zgodil se je Google. On je mislil namreč, da bodo sami računalniki v nekem omejenem prostoru zmogli vse znanje medicine, konkretno zdaj govorim o medicini, in da se bomo potem posluževali z njim. On sploh ni razmišljal o tem, da ne, da bo v enem prostoru, ampak da bodo računalniki celega sveta združeni in da boš lahko iz njih potegnil podatke. Tega on ni pomislil. In mi to imamo zdaj. Ampak o tem malo kasneje. Koliko je tukaj pasti in vsega, bomo kasneje videli. En primer. To so naši možgani. Kakršni so, da so, pri nekaterih tako bolj beli, prazni, pri drugih bolj izpisani, ampak dajmo si malo
dajmo si malo omisliti eno situacijo, naprimer, da bi mi v naših možganih mogoče mogli vgraditi pametni telefon. En pametni telefon, da bi bil notri vgrajen in da bi bil povezan z našimi mislimi. In kadarkoli bi mi želeli nekaj zvedeti, ne bi morali vzeti naš telefon iz žepa pa tipkati notri nekaj. Enostavno mi si pomislimo samo to in on je povezan z Googlom in on nam vrže, veste, ko Google vrže tam milijon rezultatov, ne vem koliko jih že znam včasih, v 1 milijontinki sekunde. Ali bi to prineslo kakšno izboljšanje danes v znanju na tem svetu? Ali bi mi bili bolj pametni? Kaj bi bili mogoče bolj? Zmedeni, mogoče bolj informirani. Jaz sem si pomislil takole, če bi to bilo res, potem vem, da na TV oddajah bi en program odpadel. Nikoli več ga ni bilo. Veste kaj? Kviz. Kvizov ne bi bilo več, ker bi vsi znali vse. Ampak, ali bi zaradi tega poklici nekateri izumrli, kot je recimo, bom začel od svojega, zdravniški, inženirski, profesorski. Zdaj malo zamajamo slabo. Dobro, gremo na en primer, da vidimo, ker vidim, da razmišljamo dobro, gremo naprej. Jaz sem ta teden, ko sem pripravil to predavanje, sem hotel malo preizkusiti Google. In sem rekel takole, bom napisal notri, iščem šolo boljšega življenja. Kaj se je zgodilo? Po 7 črkah mi je že predlagal šolo boljšega življenja. Ko sem napisal nisem to posnel, ampak lahko bi še, bi to bilo raznih neumnosti drugih, ki je pisal, ko sem pisal šola, je bilo tudi marsikakšna šola, ampak ko sem napisal šola bolj, je že bila šola boljšega življenja. Dobro, zdaj sem pa snedel še drug preizkus. Okay? To sem zaprl, stran sem zaprl, sem šel čisto na eno drugo stran, spet sem se vrnil nazaj na domačo stran Google in sem napisal šola in je že po 4 črkah, glejte jo. Tukaj je. Potem pa sem tudi kliknil na šolo boljšega življenja in se mi je prvo stranka je bilo, ko je prila na dan, je bilo na Facebooku prav ta moje obvestilo za ta dogodek danes, za predavanje. Ok, nisem par sekund imel odprto to stran, sem jo zaprl, spet sem zaprl vse in spet sem šel na Google. In poglejte, kaj se je zdaj zgodilo. Samo še sem napisal. In je že na prvem mestu šola boljšega življenja. V prvem poskusu sem rabil 7 črk, v drugem 4, v tretjem samo 1. Kaj nam to govori o Google? Pa ne samo Google ni edini brskalnik na internetu. Google je najboljši, to je res. Najmočnejši. To se uči. Zbira podatke nekaj. Zbira podatke. In kakšni so ti podatki? To so podatki, ki so meni pisani na kožo. Takšni, ki mene zanimajo. In kakšen je rezultat takšnega znanja, ki ga človek zbira z Google? Tak, da ga zapira v en balon znanja, v katerem je on stalno, on sam in nihče drug. Potem to izgleda nekako takole. Vsak ima nekaj svojega. Lahko se recimo to omislimo takole. Dobijo se ljudje nekje in eden začne nekaj govoriti, recimo kot jaz danes tukaj o tem, zato ker sem o tem se informiral. Jaz sem svoje končal, zdaj pa bo začela Barbara. Ona bo začela nekaj čisto drugo. Ker Google oziroma takšen algoritem pridobivanja znanja, kakršnega daje Google, lahko, mi rečemo, polarizira znanje. Torej, znanje ni razpršeno, ni univerzalno. Postane pisano na kožo tistemu, ki ga pridobiva. To je tehnika Google. Torej, naše bivanje na internetu je, smo zaključili, preveč osebno. Informacije, ki prihajajo do nas, odražajo bolj nas same, kakor
neko resničnost. Splošno resničnost. Ampak našo, posebno našo resničnost. To je ta polarizacija znanja. In sedaj pridemo do enega paradoksa, da mislimo, da več vemo, ne da bi se strinjali o tem, kaj vemo. To je rezultat pridobivanja znanja na Google. Še nekaj. Pri tej polarizaciji znanja, isto pomembno. Če nisi seznanjen z splošnim znanjem, če nimaš izkušenj iz nekega področja, lahko to recimo postane takole. Pišete v Google simptom, zanima vas. Oprostite, jaz grem iz tega, pač to je moje področje. Simptom, bolečina v levi roki. Google vam bo vrgel nekaj podatkov. Kateri podatek bo vas najbolj na nek način se dotaknil in vas vzbudil? Srce. Ja, nekateri že veste. Ne? Ampak bolečina v levi roki je simptom, ki se lahko pojavi pri nekih težavah s srcem, konkretno pri angini pectoris ali pa pri samem infarktu. Ni nujno. Po drugi strani, simptom bolečine v roki se pojavi pri nešteto drugih situacijah, ki so povezane z vratno hrbtenico, ki so povezane z ramo, ki so povezane z delom, ki smo ga opravljali, s kidanjem snega, in tako naprej, in tako naprej. Tu je še mnogo drugih stvari, ki bodo na koncu izključili obstoj recimo srčne bolezni, kot so recimo, kdaj se ona pojavlja, v kakšnem trenutku, v kakšnem naporu ali mirovanju in tako naprej. Torej, takšno je znanje, ki ga dobimo, torej polarizirano na tisto, kar nas zanima. In sedaj vprašanje, kako rešiti to težavo, ki jo imamo pri polarizaciji znanja. Najprej predlagali so in se dela na tem, so tehnološki posegi. Danes pridni ljudje na Facebooku, na Googlu, vse posod se trudijo, da bi te algoritme predrugačili, da bi še vedno nam bili v pomoč na nek način, ampak da nas ne bi tako zapeljevali samo v eno smer. To je recimo ena možnost, da to rešimo to težavo. Vendar se moramo ene stvari zavedati. Polarizacija znanja ni tehnološki problem, to ni Googlov problem. Problem je pravzaprav človeški, problem je v nas, ker mi smo sami nagnjeni temu, da svoje znanje in informacije osredotočamo samo na eno stvar. In da bi se temu izognili, morali se bomo spovezati s temeljno filozofsko idejo, a to je, da obstaja, hočeš nočeš, obstaja univerzalna vzajemnost resničnosti. Torej, da je nekaj priznano in resnično. Kako? To je zdaj to vprašanje od začetka. Ljudje smo nagnjeni k temu, kot sem prej rekel, in celo v enem obdobju so nam govorili o tem, da je več resnic. Nekdo pravi, toliko je resnic, koliko je ljudi. In se spomnim, ko je bil tisti, da rečemo, sprememba režima pri nas, sistema, takrat so eni govorili, da bomo enkrat za vselej opustili enoumje. Jaz bi se strinjal s tem. Enoumje ni dobro, da vsi mislimo z eno glavo in z istimi mislimi. Vendar drugi so pa pomislili, da s tem bo več resnic. Ne. Zaradi tega, ker mi razmišljamo z več glavami in ker je dovoljeno vsakemu razmišljati, se objektivna resnica ne bo spremenila. Ona bo še vedno ostala. In to moramo res sprejeti. Zdaj eno vprašanje, zakaj smo sploh opustili to idejo vzajemne resničnosti, da je vse skupaj povezano. Tu je nekaj, da rečemo, zgodovinskih in filozofskih razlogov. Najprej,
To je ta tako imenovani epistemološki relativizem, ki pravzaprav izhaja iz te postmodernistične dobe, ki uči, da so resnice lokalno veljavne. Da nekaj, kar drži v Ameriki, ne more držati v Evropi in tako naprej. Dejansko je, neke stvari so, ki se drugače počnejo tam in tu. Vendar, če, zdaj gremo na znanost, če jabolko se odtrga v Ameriki, kaj se bo zgodilo z njim? In v Sloveniji bo padlo na tla. Torej, neke splošno veljavne resnice so in mi jih priznamo. Ampak zakaj potem, ko pride do nekih tako obrobnih težav, ampak ni mogoče niti ne toliko obrobnih, takšnih, ki jih mi, da rečem, ne razumemo, ki jih ne dojamemo, takrat pa razmislimo, jo, to pa ne more biti res. Oni ga tam malo po svoje trdijo, mogoče je to tam tako, pri nas to pa ni. To učenje je že staro, kolikor tudi človeško razmišljanje. Grški filozof Protagora je uvedel ta dvom v resnico, ki je rekel, da je objektivna resnica iluzija. Človek sam je merilo vsega. Torej, če se meni neka stvar zdi takšna, tebi se bo zdela drugače in ti se ne vmešavaj v moj svet. Vidite, to razmišljanje se nekako zavleklo v to postmodernistično ero, pravim, ki se je začela nekje mogoče v 70-80 letih prejšnjega stoletja in se še vedno drži. Kasneje bomo videli, kdo si z njo vse danes pač pomaga. Zanimivo je, da je ta ideja postmodernistična, te poosebljene resnice, lokalne resnice, na nek način bila svoj čas že prisotna v 17. oziroma 18. stoletju pri krogih, ki so nasprotovali razsvetljenstvu. Torej, takrat je bila na nek način, da rečemo, v tem nekem konzervativnih krogih prisotna. Kasneje pa so jo ravno nasprotno, v postmodernistični eri so jo prevzeli bolj levičarski nastrojeni ljudje, torej na tako zvani napredni. Da bi danes, zanimivo, ne, ko gremo na Trumpa in tako naprej, jo spet se bolj z njo posluževali konzervativci. Ampak to je druga zgodba. Dvom v resnico je lahko privlačen, ker nam omogoča racionalizacijo ali pa da rečemo učenost našega dvoma, naše skepse, naše pristranskosti. Torej to, da smo mi za eno stvar, to me dela malo bolj učenega. To je isto eden od razlogov, zakaj smo torej opustili idejo o vzajemni resničnosti. Zdaj, kako se vrniti nazaj? Ker očitno, da nam je to potrebno. V začetku smo sami zamajavali z glavo, kaj smo poleg vseh teh informacij, v tej džungli informacij. Morali bi ponovno sprejeti idejo o vzajemni resničnosti. In tukaj danes bom naštel 3 korake, 3 pomembne korake za sprejemanje vzajemne resničnosti. Najprej številka 1, zanimivo, preprosto. Moramo verjeti resnici. Če je resnica, ne moramo že pred resnico stopiti z dvomom. Drugo, moramo si drzniti znati sami. To je tisto, kar sem prej govoril o informacijah z Google. Ne? In tretje, kar je, jaz bi rekel, od vsega tega še najbolj pomembno, moramo biti skromni. No, pa gremo zdaj malo o vsaki od teh točk malo bolj podrobno. Najprej začnemo z najbolj preprostimi resnicami. Kot sem prej rekel, dobro, da je mogoče to so res tako čudne stvari, da nekdo ne bi verjel, ne, da bo jabolko isto padlo z veje, če veter odtrga in v Ameriki in pri nas. Ali pa recimo ena tudi splošno tako znana resničnost, ki noben ne bo dvomil vanjo. Krogla ubija, mar ne? Sigurno. In tako naprej. Ampak vidite, kako je to tudi v alternativni medicini zanimiv en pristop. Jaz še nisem slišal, danes se pogovarjam tudi o alternativnih dejstvih, zato zdaj omenjam alternativno medicino, jaz še nisem videl, da bi alternativni zdravilci zdravili poškodbe. Da bi kdo se porezal, da bi kdo zlomil nogo in bi šel k alternativnemu zdravilcu.
Ko pa gre za bolezni, ki so na nek način bodisi duševne, bodisi funkcionalne, tako da rečemo na nek način, niso toliko morfološko, anatomsko vidne, ne? V takih situacijah je alternativni pristop zelo pomemben. Tako je tudi tu s sprejemanjem resnice. Splošne resnice, ampak dajmo tudi druge stvari. Zakaj bi recimo resnica konkretno zdaj bomo rekli o tem, o imunizaciji in koristi imunizacije bila drugačna od resnice o metku oziroma krogli, ki ubija. In virusu, ki ubija. Pri virusu je že malo, ni tako jasno, ne? Torej, ni važno, koliko je neka težava pri našem sprejemanju resnice površinska ali poglobljena. Mi bomo verjeli resnici. Učimo se sprejemati dobro argumentacijo. To je isto pomembno pri sprejemanju resnice. In razmislimo o posledicah nesprejemanja resnice. Kasneje bomo nekaj omenili tudi cepljenje. Moramo si drzniti znati sami. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne zadošča samo nalaganje informacij. Smo rekli Google v nas. Ne precenjujmo zmožnosti, ki ima Google, in ne podcenjujmo svojega zdravega razuma. Ko rečem to, ne podcenjujmo svojega zdravega razuma, to mislim nas kot človeka, ne mene osebno samo, ampak tudi nas ljudi. Kot bi rekli naši ljudje, zdrave kmečke pameti. In tretje, moramo biti skromni. Ne vemo vsega. Sigurno ne vemo vsega. Zato smo eno, drugi drugo. Zato jaz nisem kuhar, ne? A zato pa nekdo tukaj ni zdravnik. Ne? In ne vem, kakšen drugi poklic, da bi tu zdaj imenoval. Naše znanje se lahko izboljša in obogati s prispevkom drugega. To je isto zelo pomembno pri tem, da bomo skromni. In aroganca ni isto kot samozavest. Mi dostikrat mešamo aroganco in samozavest. In četrto, kar je tukaj zelo pomembno, to je aroganca je obratno sorazmerna z možnostjo učenja, ali obratno z možnostjo učenja je obratno. Torej, bolj smo arogantni, manj se bomo mogli kaj naučiti. In sedaj pridemo na nekaj iz našega naslova, lažne novice. Lažne novice niso nič novega. Čeprav je ta človek dokaj nov predsednik, komaj 1 leto v sebi. Ali zelo grdo sliko. Imel sem na izbiro ogromno, ampak če je lažne novice, mora biti slika taka. Ogromno jih je bilo. Lahko bi tudi kakšno boljše. Ja. Okay. Lažne novice so obstajale veliko prej, preden se je pojavil gospod Trump. Ampak možnost širjenja lažnih novic je danes popolnoma drugačna, kot je bilo včasih. Kot sem prej rekel, včasih, če je kdo hotel kakšno lažno novico lansirati, on jo je izdelal do konca in je dobro nadzoroval, kako bo ona sprejeta in tako naprej. Dokler čez eno generacijo, šele čez kakih 30 let, nekdo ni izvedel, da to ni res. Ampak nekaj zanimivega pri teh lažnih novicah, kasneje bomo to pri cepljenju videli, da pravzaprav ljudje ne prenašamo svojega znanja na naslednje rodove, kar se tiče lažnih novic. Tisto, kar so naši starši razumeli, da so lažne novice, mi otroci ponovno jemljamo to kot lažno novico, mislim, kot resnično lažno novico. Čudno. V preteklosti, to sem že rekel, so imele vlade, osrednje institucije in vplivni ljudje, danes pa to počne vsak z enim navadnim klikom na vašem računalniku ali pa pametnem telefonu in lažna novica je šla naprej. Kako? Kako to mi pri tem sodelujemo in zakaj to počnemo? Zakaj se širijo lažne novice? Najprej, lažne novice se bolje prodajo kot resnične.
če imamo, veste, kategorije dobra novica, slaba novica, lažna novica. Prej smo poznali, dobra novica je za nič. Nihče ne želi poslušati, je dolgočasna. Slaba novica je zelo malo bolj zanimiva, ne? Lažna novica najboljša. Zakaj? Zato, ker, kot ste pa že v začetku to ugotovili, nam pogosto ustreza. Kaj ste še nekaj? Lažne novice se bolj ujemajo z našim pogledom na stvari in dogodke. To sem sedaj tudi sam rekel. Lažne novice sprožijo več klikov. Sedaj bi se tukaj nekaj zaustavil pri tem. Imam en zanimiv primer, ki se je zgodil prav v času kampanje, predsedniške kampanje Donalda Trumpa in Hillary Clinton. To je bilo leta 2016. Vidite, kako obstajajo pametni ljudje na tem svetu. Še ste slišali za to zgodbo. Makedonski najstniki v Makedoniji, v neki gimnaziji, so ugotovili, da če odprejo internetno stran, na kateri bodo širili lažne novice o Hillary in dobre novice o Trumpu, da bodo imeli ogromno klikov. Na takšno stran so seveda dali ogromno reklam, Google ti tu pomaga z reklamami, gor se vse to nalepi, gor, in oni so zaslužili lepe denarje. Šteje se v desetke tisoče dolarjev. Kdo je vedel v Ameriki, da se to v Skopju, ali pa ne vem, kje v Makedoniji, to izvaja? Nihče. Fantje so služili denar. Ali pa punce, ne. Najstniki iz Makedonije. Torej, lažne novice sprožijo veliko klikov. Oni so to ugotovili. In sedaj smo prišli do tistega, kar nas mogoče danes privedlo na to predavanje, a to je, kako je lahko nekaj takega nekdo mogel objaviti. Veste, to niso plakati, čeprav bi lahko tudi naredili plakati iz tega, danes se zelo malo plakatov dela. To je važno na internetu. Torej, odvesti vašega otroka na cepljenje literally, to pomeni dobesedno, je isto, kot da ste ga odpeljali v Auschwitz. Potem, ne cepite se. Potem, največja laž, ki je bila kdajkoli povedana, da so cepiva varna in učinkovita. In potem tukaj, bi rekel, že umetniško narejeni plakat, res pravi. To je, veste, Obamova kampanja je bila Yes, we can, ali te je rekel, Yes, they can. Da, oni lahko. One, mislim, ona, cepiva, vakcinske, cepiva ubijajo. Cepiva ubijajo. Verjamete vi temu? Poznate tega moža? Ne, vam bom pomagal. To je Andrew Wakefield, ki je že leta 1998 objavil članek, v katerem je trdil, da cepiva proti ošpicam, bunksu in rdečkam povzročajo avtizem. To je bilo leta 1998. Takrat je to napravilo veliki preplah. Ne med navadnimi ljudmi, laiki, ki se ne spoznajo, ampak med zdravniki, med strokovno javnostjo. Ker to je bil strokovni članek, kateri je ljudi na nek način pozval na akcijo. Ali prenehati s cepljenjem, ali pa videti, kaj je s tem delom njegovim, s tem člankom, oziroma kaj stoji za tega. In strokovnjaki so se potrudili in so poskušali v nekaj 10 primerov ponoviti te poskuse, ki jih je on naredil, torej izsledke, in niso mogli priti. Potem so ga seveda postavili pred dejstva, da je goljufal s podatki. In ta njegova naloga, to, kar je objavil, je bila kasneje tudi preklicana in sam Lancet, ta znanstvena revija, angleška znanstvena revija, je preklicala to in napisala, da, tako da se nikoli to ni pri njih objavilo. Ampak tu ni bilo vse. Ja, informacija je ostala. Dvom je bil poslan. Pa še nekaj bi samo to povedal. Ne samo, da je on goljufal pri podatkih, oni kasneje so ugotovili, da je tudi delal na skrižju interesov. Torej, denar, ki ga je za to nalogo
je pridobil pravzaprav od staršev, ki so bili sami na nek način sebi to sklepali na podlagi nekaterih starši otrok z avtizmom, ki so financirali to njegovo raziskavo. On tega ne bi nikoli smel sprejeti. Drugo, če je sprejel, bi moral to tudi povedati, kako je bila njegova raziskava financirana. Tega ni nikoli povedal, kasneje so ugotovili. Torej, bilo je mnogo umazanih dejanj pri njem, ampak dvom je bil vržen ven, informacija je bila vržena ven. Kasneje, leta 2010, je bil izključen iz britanske zdravniške zbornice. Potem takem o njemu ne moremo več niti govoriti kot o zdravniku, on je gastroenterolog. Tudi to je izgubil. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da se je pojavil Facebook. In nekdo sedaj uporablja nalogo oziroma raziskavo, ki je on opravil, ker je bila že uvržena, dokazana, kaznovan zaradi nje. Ampak nekdo uporablja to, da bi sejal dvom v cepljenje. Kaj bi ta človek zaslužil danes za to? Glejte, govori se o desetinah mrtvih, ki so umrli zaradi ošpic. O ogromno dni v bolnišnici, o izgubljenih delovnih dni, bolniškah in tako naprej. Škoda nemogoča. Pravi, da je to en skandal takšen v medicini, ki ga ni bilo v celem 20. stoletju. Nekaj takega. Ostal je sam brez zdravniške licence. Torej, z pojavom Facebooka, širjenjem lažnih informacij, lažnih novic, gonja proti obveznemu cepljenju je dobila nov zagon. V Sloveniji v tistem času ni bilo padca v precepljenosti od rdečk, ošpic in mumsa, v tistem času ne, ampak prav sedaj beležimo, torej zadnjih 10 let beležimo stalni, sicer ne strmi padec, ampak stalni, konstantni, blagi padec precepljenosti. In potem so potrebne take, nažalost, neke epidemije, kot je bila letos, sicer ne pri nas, v Srbiji, ampak blizu, da potem ljudem pride nekako dobro. Potem se naknadno kliče po telefonu, dajte preveriti, ali sem bil cepljen, ko sem bil otrok. Danes to lahko počne vsak. Lahko vsak širi lažne informacije. Kako lahko mi pretrgamo to verigo širjenja lažnih novic? Najprej, ta slika nam veliko govori. Najprej nisem vzel, mi je bilo všeč, en otrok za računalnikom, super, ne, pa potem sem videl, pa to je že en odgovor, nehajmo biti dojenčki z računalnikom. Razmislimo, torej, če je kakšna novica takšna, da se na prvi pogled zdi neverjetna, potem takšna tudi je. Najverjetneje. Jaz mislim, 90% je lažna, če se nam zdi, da bi bila, da ni takšna. Dobro premislimo, preden pritisnemo na gumb deli. In če smo le v preizkušnji, da bi nam je novica všeč, pa je grda, lažna mogoče tudi, ampak bi pritisnili. Dajmo napraviti nekaj, to nam bo veliko pomagalo. Prekomentirajmo. Pustimo nek komentar. In ta komentar naj ne bo toliko naše mnenje o tem. Ker pazite, če napišeš nekje svoje mnenje, potem se takoj popljuvajo. To je zakonitost interneta in Facebooka, še posebno. Ne. Če smo še v dvomih, napišimo komentar v obliki vprašanja. Vprašajmo. Obnašajmo se kot nevedeži. Čeprav mislimo, da vemo. Malo skromnosti nikoli ni odveč, kot sem prej rekel. In reakcije na ta komentar nam bodo že povedale, ali smo dobro napravili, ker nismo delili ta komentar. In ne nazadnje, vedno preverimo vir neke novice. To ni tako težko. Preden kliknemo share ali deli, gremo pogledati, kdo je to objavil. Gremo na njihovo stran. Šerala je vaša prijateljica, delila. Ampak objavil je to nekdo, ki ima svoj ime in priimek. In poiščemo. In najpogosteje takšne novice so na portalih,
ki nimajo svojega imena in priimka. Kaj je pravzaprav ime in priimek portala? To je tisti impresum, tam, kjer piše, kdo stoji za tem. In če iza tega ni nobene verodostojne ustanove, potem pustimo to. Mogoče bo nekoč to tudi resnično, ampak ne rabimo mi biti prenašalci tega, če je že resnično. To najbrž ni. In na koncu eno vprašanje je bilo v vabilu, se spomnite, kaj je podlaga naših stališč in prepričanj. Jaz bi tu navedel dva stolca. To je to ali ono, eno ali drugo. Ali je podlaga naših trditev in prepričanj nepreverjena trditev, ki jo je na Facebooku podelil naš prijatelj, ali so to ideje, ki božajo naše intimne želje in pričakovanja, in ali je to mogoče naš sebični pogled na svet in potrebe soljudi. Ali pa so to informacije preverjenih virov in zaupanja vrednih inštitucij. Ko sem to napisal, zaupanja vrednih inštitucij, pa sem danes glih komentiral Lidiji, sem rekel, inštitucije. To je glih to, kar ljudje ne marajo. Vendar pogledajte, ljudje dragi, te inštitucije mi plačujemo, če govorimo o šolah, o univerzah, bolnišnicah. A komu bomo zaupali? Tistim, ki služijo na naši naivnosti, ali pa tisti, ki jih mi z našimi davki plačujemo? Ne bi rad reklamiral nobenega portala slovenskega tukaj. Obstaja nekaj zelo, da rečem, slovenskih, zelo preverjenih portalov, kjer vem, da so njihovi novinari, če so pustili kakšne bolhe ven, ali pa race, da rečem, vem, da so zaradi tega tudi odgovarjali, plačevali kazni, da ne rečem, mogoče tudi grožnje zaporu imeli. Na tistih portalih pa tega ne bo. Ker nihče ni podpisan, kdo bo odgovarjal. A kaj pa šele na Facebooku? Drugo, ideje, ki so včasih lahko nasprotne našim željam in pričakovanjem. Razmislimo. In tretjič, nasprotno od tega, skupni interesi in skrbi za potrebe vseh ljudi. Ko se pogovarjamo o cepljenju, razmislimo o teh dveh nasprotjih. Neki dan smo se pogovarjali malo o tem, pa mi pravi eden, ja, kaj mene briga za druge? Sem rekel, cepiti bi se morali že zaradi drugih, da drugi ne zbudijo, ne samo zaradi nas. Kaj mene briga za druge? Ker veste, obstajajo otroci, ki jih se ne sme cepiti. Cepljenje katerih je nemogoče zaradi njihovega zdravstvenega stanja. In oni bodo na nek način ohranjeni, zdravi, zato ker okrog njih bodo tudi zdravi. To nekomu ni prišlo še. Evo, da ne bi končali tako, da rečemo, v takšnem tonu, bomo šli na nekaj lepšega. Resnica in ljubezen. Tukaj sta dve osebi. Francoski predsednik, mladi francoski predsednik in prva dama novinarstva na svetu danes, jaz bi rekel, Christiane Amanpour. Torej, CNN-ova novinarka, ampak ne samo CNN-ova, tudi z druge ženska, ki je veliko naredila v poročanju z raznih bojišč na svetu in nasploh. Imela je priložnost pogovarjati se z novo izvoljenim francoskim predsednikom. Zdaj pa ni več novo, ampak kadar je bil, z njim se je pogovarjala in o marsičem sta se pogovarjala in pravi, ker je videla, da je zelo tak odprt človek, ga je vprašala nekaj, pravi, kar nikoli ni nobenega državnika vprašala. Eno vprašanje, ki se na nek način tudi ne spodobi neki, tako bi rekel, ugledni politični novinarki, kot je ona. Pa ga je vprašala. Pravi, gospod Mesije, pravi, vaš zakon je predmet raznih ugibanj in vsega tega.
A lahko mi malo poveste o vam in vaši ženi? On pa je rekel takole. Kaj za enega politika, voditelja ene, bi rekel, močnejših držav na svetu pomeni nekdo, ki mu resnico pove? Jaz bi to še končal, kakor smo začeli tudi z eno vrstico iz Biblije, z besedami svetega Pavla, ki pravi, pač pa živimo iz resnice v ljubezni. Govorimo resnico z ljubezni. Tudi, če smo si danes toliko prizadevali za resnico, razmislimo o tem, kako jo tudi komu posredovati. Evo, hvala.